Naslednje minute pa namenjamo spominu na Zdenka Domančiča, enega najbolj znanih zdravilcev in bioterapevtov, ki je s svojo metodo zdravljenja pomagal ogromno ljudem. Njegovo delo in poslanstvo zdaj nadaljuje Zdenkov sin Stipe, ki se je vsa leta učil in izpopolnjeval svoje znanje ob očetu. Izumitelj in utemeljitelj svoje metode zdravljenja z bioenergijo Zdenko Domančič je dolga leta zdravil ljudi. K njemu so po pomoč hodili ljudje iz celega sveta. Vse svoje življenje je posvetil preučevanju svoje metode, ki je bila znanstveno preverjena in potrjena v mnogih znanstvenih ustanovah po svetu. Zdenko Domančič je bil poseben človek, s posebno karizmo. Poseben je bil tudi zato, ker je svoje znanje predajal naprej in tako izobrazil kar nekaj novih bioterapevtov. Prvi med njimi je bil njegov sin Stipe, ki se je vsa leta učil od njega in delal z njim. Stipe seveda s ponosom nadaljuje očetovo poslanstvo in veseli nas, da bo nekaj nasvetov delil tudi v naših oddajah. Stipe, pozdravljen, ker smo tudi sicer prijatelji, se bova pred kamero tikala, kaj ne? Seveda, Nataša. Glej, 30 let si se učil in nabiral bogate izkušnje in znanja ob očetu Zdenku Domančiču. To je bil en poseben privilegij, pa je bil oče strog učitelj? Ne bih rekel, da je bil kot učitelj strog, temveč je pri delu zahteval predanost in resnost. Poklic bioterapevta je zelo odgovoren in temu je bila prilagojena tudi naša poslovna doktrina. Od otroštva me učil osnov bioterapije in to mi je znanje prevzelo in postavilo temelje moje življenjske poti. Bil je zelo inteligenten človek, širokih pogledov in vrhunski profesionalec. Moj privilegij pa je bil, da je prav Zdenko moj oče in da sem se učil od najboljšega. Kateri očetov nasvet pa ti največkrat pomaga pri tvojem delu? Enkrat mi je rekel: sine, vse, kar delaš v življenju, poskusi narediti najbolje, kot znaš. Tega nikoli ne bom pozabil. Ta njegov nasvet oziroma napotek me spremlja celo življenje in je vtkan vse, kar mislim in delam. Vsakemu profesionalcu je najpomembnejši cilj oziroma kakovosten izid njegovega dela, tako tudi meni. V vseh teh letih sta s svojimi terapijami pomagala res veliko ljudem. S kakšnimi težavami pa so ljudje največkrat hodili na vaše terapije? Nešteto je različnih bolezni in stanj, s katerimi smo se srečali v praksi, vendar je morda največ revmatoidnih in kardiovaskularnih obolenj. V današnjem času opažam pogostejši pojav bolezni povezanih s stresnim načinom življenja in vse več mladih ljudi, ki imajo zaradi tega zdravstvene težave. Stipe, sam si pomagal veliko ljudem, pa ti je kateri od primerov še posebej ostal v spominu? Vsak primer je specifičen in težko bi izpostavil enega samega kot posebnega. Ko izvajam terapijo, doživljam zadovoljstvo ob obravnavi svojih klientov. Še posebej pa me veseli, ko pomagam bolnim otrokom. Stipe, ti si tudi vodil predavanja na seminarjih in veliko učencev, z mano vred, te ima v najlepšem spominu. Povej nam, kaj je pomembno, da nekdo postane dober terapevt? Osnove bioterapije v smislu pomoči najbližjim se lahko nauči vsaka psihofizično zdrava oseba. Medtem ko je za poklicno ukvarjanje s tem delom potrebna želja, močna volja in doživljanje bioterapije kot svoje življenjske poti. Stari pregovor pravi, da vaja dela mojstra. In to velja tudi v tem primeru. Dober bioterapevt postaneš z dolgoletnim delom. Poleg tega ima vsak, ki čuti notranjo potrebo pomagati bolnim in nemočnim, te ima human in empatičen odnos do njih in predispozicijo za bioterapevtsko delo. Zdaj seveda ostaja tvoje delo in poslanstvo pomoč ljudem z bioterapijo. Kje pa te lahko ljudje s težavami najdejo? Skupaj z ženo Marijo in kolegom Enverjem delamo v Lescah v hotelu Krek. Terapije trajajo 4 dni, pred prihodom na tretma pa nas je treba kontaktirati na telefon 031 817 342, da opravimo osnovne konzultacije s klienti in določimo datum tretmaja. Proste termine si je mogoče ogledati tudi na moji spletni strani. Stipe, hvala lepa za tvoje odgovore in pojasnila. Se veselim, da se vidiva spet v naslednji oddaji. Hvala tebi, Nataša.